Ugotovili smo, da so starejši ljudje res vedeli, kam hišo postaviti. Hiše so bile na otočkih, druga površina pod vodo. Je bila ugotovitev vaščanov izpred dobrih 3 let, ko je bila vas Zadlog popolnoma pod vodo. Nekateri so tedanje poplave označili kot 100-letne, drugi pa kot 10-letne. Spremljanje vode beleži tudi nova meteorološka postaja sredi Zadloga. In morda bomo lahko taki količini vode, kot smo priča v tem trenutku, rekli vsakoletne poplave. Redkejši so nalivi s točo, kljub temu lahko toliko vode na Kraškem polju vidimo vsako leto, včasih celo večkrat, najpogosteje v spomladanskem in jesenskem obdobju. Sedaj že pokojni Adi Mikuš je leta 2010 dejal, da toliko vode, kot je bilo tedaj na planoti, še ni bilo. Spominja se še 2 velikih poplav, leta 1923 in 1926, a takih razsežnosti ni imela. Od zadnjih poplav do danes so obnovili nekaj mostov čez glavno cesto, pod nekaterimi cestami so umestili cevi za pretok vode, 2 cesti so nasuli. Vsakoletne poplave Zadloško planoto spremenijo psa Dalmatinca, bele lise so zemlja, črna pa voda, saj prekrije dober del planote. Voda, ki priteče tudi iz hribov, najprej zalije Cigoletovo, nato Štefkove rupe, sledi Razložnikova in Štirinskova rupa. Če se še ta napolni, izsledite še Hrbkova in Hladnikova. Prispevek lahko zaključim s člankom Ane Kavčič iz Habitovih novic 31. oktobra 2010, ko je pisala o poplavah. Najboljše pa je to, da škode skoraj da ni. Res smo lahko srečni, da nismo pod vodo mi ali naše hiše, kot so v nekaterih drugih krajih, in da se lahko zaenkrat izimo le, ko ne moremo od doma z avtomobilom in že neučakano pričakujemo upad vode.